pozdrav seveda občinstvu in veseli nas, da ste se za tako temo na nek način kar v veliko številu zbrali, oziroma kar v velikem, in pa seveda lep pozdrav gostom. Bi pa na začetku izrekla izredno pohvalo Kemijskemu inštitutu in pa seveda vsem njegovim sodelavcem inštituta, da so odprli na nek način prostor, javni prostor za srečevanje bodisi teh strokovnih, ožjih strokovnih, pa tudi širših vprašanj, ki zadevajo tako imenovano oblikovanje teh družbenih procesov. Predvsem pa seveda tudi odprt prostor za mnenja politike. Zlasti slednja, se pravi politika, je odgovorna za nek razvoj in pa tudi zgodovinsko gledano, vedno so uspešne družbe imela posebno pozornost do ljudi, ki raziskovalcev, pametnih ljudi, znanstvenikov, ki so v vseh zgodovinskih obdobjih pomembni posol družbe. Tako da res sodelavcem Kemijskega inštituta in pa seveda vodstvo, res pohvaljeno. Pred nedavnim smo se na Združenju znanstvenih novinarjev, se občasno srečujemo in govorimo o različnih temah, in smo pred nedavnim tudi ugotavljali, da smo na nek način javni prostor prepustili ljudem, nekim apologetom, ki javnost informirajo včasih z zelo čudnimi teorijami, mnenji, pogosto tudi na nek način s temi narcisoidnimi tehnjami. In filozofi bi rekli, da je seveda posledično, se to nekaj časa dogaja, posledično umanjkala javna raba uma. No in ravno zato se mi zdi, pač z novinarskega vidika, zelo koristno, da je šel Kemijski inštitut v tako obliko odprtega javnega prostora. No, kakorkoli. Danes smo k pogovoru povabili strokovnjake, znanstvenike, katerih znanstven pogled in pa razmislek je usmerjen v prihodnost. Natančneje v čas prihodnjih desetletij, ko bomo vedno bolj spoznavali, kakšno moč ima genetika, in kaj nam prinaša v tem kontekstu tudi personalizirana medicina. Če ste zadnje čase poslušali recimo te bolj odmevne javne razprave, je področje biotehnologije, kamor seveda tudi ta področje genetike na nek način sodi, na nek način vznemirja mislece, pomembne mislece, a ne kamšno pa smer, ampak kakorkoli, dobro je to, No in danes so z nami profesor dr. Janez Jažec, profesor Jažec, vi ste hematolog, strokovni direktor pediatrične klinike, profesorica dr. Vita Dovžan, vodja laboratorija za farmakogenetiko na Inštitutu za biokemijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, in pa profesor dr. Roman Jerala, predstojnik odseka za sintezno biologijo in imunologijo tega inštituta, se pravi Kemijskega inštituta. Profesor Jerala, ko sem prej omenila Združenje znanstvenih novinarjev, ki se o različnih temah pogovarjamo, in smo se tudi o tej temi pogovarjali nekako, tako na našem zadnjem sestanku, smo si bili novinarji na nek način edini, da smo temo ali pa izraz personalizirana medicina najprej slišali pri vas in to že pred leti. Pa me zanima, vi se ukvarjate predvsem z bazičnimi raziskavami, pa me zanima, ker personalizirana medicina seveda tu asociacija je vedno na aplikacijo, čeprav gre seveda tudi nekatere raziskave, to skupim kasneje. Kako vi bazi, ki vam rečemo, raziskovalci bazičnih raziskav, vedno z enim delom organov premišljate, kako bi se ta in ta stvar dala zelo hitro v aplikacijo spraviti. Hvala lepa za vabilo, za vprašanje. Jaz mislim, da za personalizirano medicino boste bolj pristojna kolega, ki sta dejansko zdravnika. Tisto, kar nas kot temeljne raziskovalce zanima, seveda je, kako razviti orodje, kje so meje znanosti, kako lahko spoznamo delovanje človeškega telesa, na to vplivamo in na ta način potem pridemo do implementacije teh rezultatov, kar mislim, da je seveda zadovoljstvo vsakega raziskovalca, da potem vidi na koncu plodove dela, mogoče ne čez
2-3-5 let, ampak mogoče 10 in 20 let. Ne. Tako da je seveda to področje termin personalizirane medicine je precej že dolg časa naokrog, ampak jaz mislim, da boste kolega povedala, kako se dejansko že danes uporablja. Tako da jaz mislim, da to ni nekaj, kar je v neki daljni določnosti, ampak se seveda korak po korak spreminja. Nazadnje se že dejansko uporabljajo določene terapije, ki so res usmerjene točno na posameznika, ampak seveda tisto, kar mogoče mene kot raziskovalce na tem področju res zanima, je kako daleč lahko pridemo. Mislim, da tukaj je to res izjemno vznemirljivo obdobje, v katerem živimo. Orodja postajajo vedno bolj zmogljiva in najbolj bomo lahko povedali daljše, recimo, mogoče vizije oziroma želje ali pa dejansko tudi realnosti v personalizirani medicini. No, ampak kako že govorila, recimo o tem, a ne, kako vi, ki se ukvarjate z današnjim raziskavanjem, razmišljate, da sem pred nedavnim brala neko diskusijo o enem teh časopisov, nečega, kjer je že bil. Skratka, bila je neka diskusija, ne, kjer so raziskovalci pravijo naslednje, ne, to so pametni ljudje. Oni živejo kaj in ni treba, da se jih sili za vsako stvar v translacijo. In da se zdaj v zadnje čase, ne, mi vemo, tudi Evropa je zelo nagnjena k temu, a ne, da je treba hitro nekaj v prakso spraviti, ne. Da se veliko denarja porablja za translacijo, tudi za tiste stvari, ki še niso godne za to. In da bi treba seveda včasih ti, ki pač to vehementno zagovarjajo in pač forsirajo, bi mogli tudi razmisliti, ne, da vi iz bazičnih raziskav že sami dobro veste, kdaj je kakšna stvar dokaj zrela, da jo spravite v. Kako pa vi komentirate to? Ja, se popolnoma strinjam s tem. Jaz mislim, da je danes preveč, to že mogoče skoraj kliše, preveč poudarka na neposredni, direktni aplikaciji, direktni translaciji in mogoče premalo poudarka na tistem, kar je res novost. Seveda so problemi v prenosu v prakso, ne samo v Evropi, ampak tudi v ZDA. Jaz mislim, da če najdemo neke zadeve, ki so zanimive, jaz mislim, da se ne bo potreba posebej truditi, da bi res stvari, ki so res močne, res zmogljive, prišle tudi v prakso. Seveda fajn je pa graditi mostove, povezovanja, sodelovanja, orodja, ampak vsekakor jaz mislim, da je nekaj iniciativ, po mojem, premalo, ne, ki bi dejansko spodbujale ta mogoče, lahko rekmo temu plus kaj researcha, ne, torej raziskave, ki mogoče niso direktno ta trenutek uporabne, izgledajo mogoče fikcija, ampak lahko se bojo uporabljali v zelo kratkem času. Kar ne nazadnje nekaj takih primerov že imamo, ne, imunoterapija raka in podobno, ki so res izjemno zmogljive in so izgledale kot nekaj nesmiselnega, ampak samo se že uporablja. Jaz se ravno okrog te imunoterapije raka, sem ravno s nočnim večerju brala, mislim, zelo zanimiva zgodba, ne, kako so stoki tega prišli, a ne, mislim, ta Edison. No, ampak kakorkoli, a veste, mislim, ta vehemenca, a ne, hitro nekaj v prakso spraviti, oziroma v aplikacijo, ne. Se pred kakšnim mestem so bili predstavniki Evropske komisije tu in so cel dan in so, ne vem, se mogoče kdo teh prisotnih bil tudi tam na prezentacija, ne, kjer so govorili o tem, ne, mislim, koliko denarja je zdaj namenjeno za zelo hitro, ne samo iz področja medicine, biotehnologije, ampak iz področja vseh raziskav, da je treba zelo hitro narediti pač neke praktične oziroma te aplikacije, ne, da bi lahko konkurirali drugim, recimo, ne vem, Kitajcem, Ameriki in tako naprej, ne? Ja, se najbolj bo spet kolega več vedela povedati o tem, ampak jaz mislim, da če govorimo o implementaciji, ena stvar so seveda raziskave, kjer lahko rečem, da v Evropi smo na nivoju mogoče sveta, Amerike, Kitajske, problem so pa seveda regulative stvari, ki marsikdaj tudi omejujejo, ne, na določenih področjih vidimo, da Evropa zaostaja z določenimi kliničnimi raziskavami, tudi
regulativa na področju inovativnih zdravil v Sloveniji je narejena skoraj to, da namenoma zavira dejansko to uporabo. Tako da jaz mislim, da je seveda potrebno na več nivojih se zavedati tega, da ima znanost izjemno moč, posebej na medicinskem področju, ki ga mi je nekoliko bližje, in da je dejansko pač potrebno spodbujati kreativnost raziskovalcev, da pridejo z nekimi inovativnimi predlogi na dan, potem pa, kot rečeno, mislim, da če je nekaj res dobrega, bodo že vzpostavljeni kontakti, bodi si z kliniki, bodi si s podjetji za translacijo. Ja, profesorica Dovžan, moč genetike in pa genske terapije so raziskovalci oziroma znanstveniki spoznali že kar nekaj desetletij, bomo rekli, ne? Seveda je ta oblik zdravljenja zelo hitro se danes izpopolnjuje iz leta v leto, ne? In pričakovanje uspešne terapije so pa vedno večje. Ne? Imela naj bi ta tema, ta stroka, ta način, ta metoda, ne, zelo velik potencial. Kako vi to komentirate? Molekularna medicina, v bistvu lahko govorimo praktično o molekularni medicini, si na številnih področjih tudi se je že utrla, ne samo, da si utira, ampak si je že utrla tudi pot v klinično prakso, v klinično uporabo in v bistvu temelji na takšnih predkliničnih oziroma bazičnih raziskavah, na tem, da je v bistvu na molekulskem nivoju pojasnjen mehanizem nastanka bolezni, razvoja bolezni in da so te okvare na molekularnem nivoju v bistvu, da proti tem molekularnim okvaram potem usmerjajo zdravljenje. Tipičen primer je recimo v onkologiji tarčno zdravljenje, kjer je v bistvu v procesu kancerogene zasebojeva rakavi celici zgodijo številne spremembe, na katere potem lahko vplivamo z tarčnimi zdravili in s tem zavremo te procese nebrzdane rasti in proliferacije celic. In v bistvu tako, da se hkrati z samimi temi novimi pristopi k zdravljenju, s tarčnim zdravljenjem, v bistvu mora razvijati tudi v bistvu ustrezna diagnostika, da se te bolnike, ki imajo takšne tarčne, bi rekla, mutacije ali pa tarčne spremembe in so potem kandidati za ta nova tarčna zdravila, da se te bolnike tudi v bistvu na ta način identificira tiste, ki so, kajti takšno zdravljenje bo primerno samo in uspešno samo pri tistih bolnikih, ki takšno molekularno okvaro imajo. Tako da, kot sem rekla, nekje najhitreje se poti ravno si ta molekularna medicina in tarčno zdravljenje in diagnostika ravno in najbolj uspešno utirajo pot ravno recimo na področju onkologije. Se to je recimo tema, ki na nek način državljane najbolj skrbijo, pa ljudi bomo rekla, ne? Ja, v bistvu je še cel kup kroničnih drugih bolezni, kjer v bistvu, ampak v onkologiji so bili toliko uspešni v bistvu, da so ti molekularni procesi, da bi rekla, da so res pojasnjeni bili, ne vsi, ampak vse tisti, na katere lahko ciljamo za zdravili. Pri številnih drugih boleznih, ki so velik problem današnjega časa, pa v bistvu takšne molekularne tarče še iščejo, nekaj so jih že našli, pa so že tudi nova zdravljenja na ta način dostopna, recimo pri sladkorni bolezni, ki je tudi sladkorna bolezen tipa 2, recimo velik problem sedanjega časa in so že dostopna zdaj tudi novejša zdravila, kjer to poznavanje teh molekularnih mehanizmov nastanka sladkorne bolezni ali pa kako so biokemični procesi spremenjeni, v bistvu so že omogočila razvoj novejših teh antidiabetičnih zdravil. Recimo na nekaterih drugih področjih, ki tudi velik problem predstavljajo, so pa recimo področje nevrodegenerativnih bolezni, zlasti za starajočo populacijo. Zdaj tukaj pa v bistvu je pa še kar nekaj dela potrebnega, da bomo pa res
dobre tarče našla. Ne. Bi rekla, da tukaj bo tudi molekularna medicina utrla svojo pot, si jo utira, mogoče pa res ni še tako izjemen primer, recimo, ali pa toliko uporabe bi rekla, tudi tarčnih zdravil še ni toliko, ne, kot pa prav na področju onkologije. Ampak to so tista 3, recimo, področja, ne, kroničnih bolezni, ki so problem današnje družbe, problem starajoče družbe, ne, rak, te presnovne motnje, vključno sladkorno boleznjo tipa 2 in pa nevrodegenerativne bolezni. Profesor Jazbec, vi ste hematolog, ampak ste recimo strokovni direktor pediatrične klinike. No, ne, mislim podati zaradi tega, ker je profesor Dožanova rekla, da seveda govorilo o teh boleznih, ki so recimo predvsem za, rekli ste, starajočo se populacijo, ne, recimo, kaj je zdaj problemi v, recimo, razvitem svetu. No, ampak tudi pri tej občutljivi skupini, ne, gre za stvari. Ne. Pa me zanima naslednje, ne, če smo rekli, da se ta genska terapija dokaj dobro že uveljavlja, ne, zakaj gre tu za, na nek način v bistvu za novo paradigmo zdravljenja? Vse ni tako nova, ne, mislim, prvi, ki je na Slovenski. Ja, zdaj veste, kako je, za vas ni nova, recimo za nekoga, ki se pa prvič srečuje s tem, je pa rekel, ja, seveda, to pa ne. Glejte, vsi, ki so Kekca brali, ne, Josip Bandot je že pred druga svetovna vojna, ne, zaznal, ne, potencial personalizirane medicine, ko je rekel, da za vsako bolezen rožca raste, ne. Tako da še preden so sploh DNA sestavili skupaj, so to že malo slutili. Šalo na stran, ne. Najprej moramo prvič vedeti, kaj si sploh predstavljamo kot to personalizirano medicino. Ne. Eno je to, kar je profesor Dožanova rekla, ne, da pri neki specifični bolezni identificiramo neko specifično tarčo, ne, ki je pač za tega bolnika aktualna in naredimo pač neko terapevtsko intervencijo, ki je prav za to specifična. In tukaj imamo en lep primer, ne, recimo bolnikov z kronično miločno levkemijo ali pa pri otrocih pa z akutno levkemijo, pri kateri prisotna ta translokacija, ki rečemo potem Filadelfija kromosoma. Ne. Ta genski produkt, fuzijski protein, ki pri tem nastane, ne, tirozinska kinaza, je pač izražena, požene celico v maligno alteracijo. In ko so to na molekularnem nivoju identificirane, so potem kemiki stopili skupaj in so naredili zdravilo, ki je prav za to tarčo namenjeno, in mantinib mesilat, se pravi, to je personalizirano, se pravi, v vreči bolnikov z levkemijo identificirate bolnika s to specifično translokacijo in lahko z tem dodanim zdravilom naredite dramatično spremembo v možnosti ozdravitve takega bolnika. In ta zadeva funkcionira, mislim, da tudi že ne 15 let. In takih tarč se identificira vse več pa več. In tudi potem sledi farmacevtska industrija s tem, da poskuša narediti takšna zdravila, ki to targetira. Ampak tukaj potem pridemo do regulatornega problema, ne? Če hočemo tako zdravilo spraviti na tržišče, je pač po pravilih, ki obstaja, treba je skozi fazo 1, skozi fazo 3, pred dokončno odobritvijo za klinično uporabo in za speljati fazo 3 študije, se pravi randomizirane, prospektivne, kontrolirane študije, rabiš neko število bolnikov, da bo rezultat statistično signifikanten. Ampak, ko gremo zdaj v detajle, ne, pa iščemo te skupine bolnikov s to specifično tarco, pridemo do problema, da takih bolnikov tako malo, ne, da je klinično študijo, na osnovi katere bo mogoče odobriti tako zdravilo formalno, ne, tako malo, da časa, v katerem bo ta študija izvedena, si pravzaprav težko privoščimo. Koliko časa pa ta traja, recimo, taka študija? Take študije trajajo 5 pa celo 10 let, preden se teh bolnikov toliko nabere. Ne? Kaj zvem, pri akutni miločni levkemiji imate eno zelo majhno skupino bolnikov, ki ima interno duplikacijo gena FLT3. In za te bolnike se ve, da ima specialno
slabo prognozo, ampak so naredili pač neko zdravilo, generično se mu reče midostaurin, ne vem, kako ga bojo tržili, ki bi potencialno na to tarčo delovalo in bi ti bolniki iz prognostično slabe skupine, prognostično pomeni, da imajo slabo možnost pozdravitve, prišli v skupino bolnikov z dobro prognozo. Problem je, da je teh bolnikov v skupini vseh bolnikov z mieloično levkemijo, ki jih je že tako malo, samo 3%. Kje nabrati zdaj dovolj bolnikov? Študija, ki jo morate za to izpeljati, je izjemno kompleksna, to ne more kar vsaka bolnica tega delati. Tako da, zdaj, te imetniki dovoljenja za promet zdravilom so prišli v te škripce včasih, nobena firma ni prišla v Slovenijo z ponudbo za klinično študijo faze 2 ali 3, ker so svoje študije izpeljali v Franciji, Nemčiji, Ameriki in tako naprej. Zdaj se je ta bazen teh potencialnih bolnikov tako zmanjšal, da trkajo na vrata, ker pravzaprav iščejo bolnike, ki bi jih lahko vključili v študije, na osnovi katerih bi dovolili pač odobreno indikacijo. Ali ne trkajo na vrata tudi pri vas? Pa ne samo pri nas, pa čak i šire, do Ukrajine, pa v Azijo grejo. To je en problem, ni najhujši. In govorimo samo o individualizirani terapiji usmerjeni na določeno tarčo. Potem je še drug problem, vi to dobro veva, ker sva kar nekaj dela to ložila. Potem pa vemo, da tudi že z znanimi zdravili, ki jih uporabljamo, pri nekaterih bolnikih opažamo stranske učinke, ki so nerazložljivi glede na osnovne klinične parametre, ki jih bolnikov poznamo. Mi smo seveda uspeli ugotoviti, da so v presnovo kakšnih zdravil vpletena zdravila, ki so polimorfna, en del populacije to lepo metabolizira, en del slabo. In za nekaj zdravil, ki jih v leukemologiji uporabljamo, imamo že možnost ugotoviti, recimo aktivnost encima, ki je za to pomemben, in pri tem bolniku vemo, da bomo lahko z 1/3 normalnega odmerka prišli enako dobro skozi, kar se terapevtskega učinka tiče, ne bomo stranske učinke obvladovali. In to je pa ta drug aspekt tega, kar si jaz predstavljam kot individualizirana terapija. Omenili, si vprašanje učinkovine, recimo na posameznega človeka, z njegovo, genetsko zasnovo. Vi, profesor Brežanova, ste mi povedali, da recimo študije navajajo, da pri boleznih, že prvo zdravilo pri boleznih ni učinkovito 30 do 60%, nekatere študije sem prebrala, tudi do 70% navaja, kar se meni zdi zelo enormna številka. In recimo v Združenih državah 5%, Angliji pa 7% vseh bolnišničnih sprejemov je mogoče pripisati neželenim tem učinkom zdravil. Pa se vam ne zdi to kar zaskrbljujoče? Mislim, kako farmacija na to reagira, kako se odziva tudi na to, kar je profesor Jazbec rekel, da ni v bistvu več bolnikov, kjer bi se recimo klinično izkušal vse. Zdaj govorimo o dveh različnih vidikih. Eno je zdravljenje z tarčnimi zdravili, kot sem prej razlagala na podlagi molekularnih tarč, in to je tisti del, kjer v bistvu so te klinične študije tako zahtevne, ker je bolnikov s temi tarčami relativno zelo malo. Drugi del je pa čisto to, kar pa ste zdaj komentirali, pa v bistvu uporaba teh zdravil, ki se pogosto prepisujejo v vsakdanji klinični praksi. Za širok spekter različnih indikacij in ta podatek je dejansko pravilen. Pri določenih boleznih, od zdravljenja z antidepresivi, z antipsihotiki, zdravljenje astme, zdravljenje krvnega tlaka, sladkorne bolezni, ti podatki res držijo, da okrog 1/3 pri nekaterih zdravilih, pa celo do 70% bolnikov ne odgovori ustrezno na, ampak tukaj bi pa to poudarila, prvi odmerek prvega izbranega zdravila. Velikokrat zdravljenje poteka čisto zaradi varnosti, tako da zdravnik začne z nižjim odmerkom in potem, če ni terapevtske učinkovitosti, se ta odmerek potem zvišuje.
In v bistvu je kljub temu pri določenem bolniku, recimo z višjim odmerkom, je možno doseči ustrezni terapevtski odgovor, če pa ne, se pa predpiše zdravilo iz druge terapevtske, pač iz druge skupine. Ne. In tako da od tod izhaja v bistvu izhajajo ti podatki in večina bolnikov kljub temu nekje potem za vsemi temi prilagoditvami zdravljenja vseeno večina bolnikov doseže dober terapevtski odgovor, ne, zaradi tega, ker se jim zdravljenje pač prilagaja. In to recimo na primarni ravni ali pa recimo zdravniki družinske medicine že temu rečejo, da je to personalizirano zdravljenje. Zakaj mi govorimo, da je personalizirano zdravljenje samo na podlagi genetske informacije, saj oni v bistvu že vsakemu bolniku na podlagi njegovih značilnosti, drugih spremljajočih bolezni, drugih zdravil, ki jih jemljajo, njihovega odgovora že v bistvu vsakemu bolniku posebej prilagajajo zdravljenje. Ne? Tako da z tega stališča... No, česa prilagajajo? Tako, kakor poznajo recimo posameznika. Tako, kakor poznajo posameznika, kot sem rekla, ne, njegove pridružene bolezni, druge dejavnike tveganja, predhodna zdravljenja, sočasna zdravljenja in v bistvu vsemu temu, kar oni vejo o bolniku, prilagajajo zdravljenje. Ne. V bistvu drugače pa zakaj v bistvu to, zakaj tvegajo, da neko zdravljenje ne bo učinkovito, pa postopno zvišujejo odmerek, zato ker se bojijo neželenih učinkov, ki so pa drug aspekt. Ne. Moram poudariti, da večina bolnikov še vedno, po teh prilagoditvah, da večina bolnikov še vedno ustrezno odgovori na zdravljenje, sicer ta zdravila, ki so tako v široki klinični rabi nikoli ne bi mogla biti registrirana. Ne. Se pa za pojavom, ko se ta zdravila začnejo na ogromnem številu bolnikov v populacijah uporabljati, da se pa seveda pokaže tudi neželeni učinki. Ne. In v bistvu to, kar je pa drug vidik, še en dodatni vidik personalizirane medicine, ki jo je tudi profesor Jazbec omenil, je pa to, ne, da na to, kako bo nekdo odgovoril na neko zdravilo, ne, da je v določenem delu tudi odvisno od genetskih dejavnikov. In tukaj gre pa predvsem za te dejavnike, ki vplivajo na presnovo zdravila, na transport zdravila, na to, kako zdravilo deluje na svojo tarčo ali pa potem na te procese, ki se znotraj celic in tkiv aktivirajo. Ne. In v bistvu to je farmakogenetika, je pa tisti del znanosti ali pa gleda, ki pa v bistvu skuša pomagati razumeti in razložiti, kako te genetske spremembe v presnovi zdravil, transportu zdravil, v tarčah za zdravila, v poteh delovanja zdravil v bistvu vplivajo na odgovor na zdravljenje. In v bistvu za kar nekaj takih genetskih sprememb so danes že znane iz kliničnih študij, randomiziranih kliničnih študij, iz metaanaliz, potrjene povezave med temi genetskimi dejavniki, rečemo farmakogenetskimi dejavniki in odgovorom na zdravljenje. In v bistvu so za več kot 100 parov gen zdravilo so že tudi v bistvu oblikovana na podlagi teh, se pravi na podlagi dokazov, dobrih dokazov, oblikovana priporočila, kako posameznemu bolniku s takšno genetsko spremembo prilagoditi zdravljenje z določenim zdravilom ali pa izbrati drugo zdravilo. Ne. Se pravi, za več kot 100 parov gen zdravilov takšna priporočila že obstajajo in naj poudarim, da to so pa tisto zdravila, ki so pa res, bi rekla, v široki uporabi, ki so pogosto predpisovana v klinični praksi. No, ampak, profesor Jelala, kako recimo vi, ki se ukvarjate z bazičnimi raziskavami, kakšna razmislek recimo vas nosi recimo naprej od teh spoznanj, ki so zdaj klinika, bomo rekla, ne? Marsikdaj se uporablja poleg personalizirane medicine, torej pojem precizna medicina. Torej medicina, kjer je res bolj usmerjena v tarče, se danes že veliko zdravil poznamo, ki so zelo, recimo, bolj selektivna, kot so
kot so doslej obstoječa. Ampak, kot smo ravno slišali, recimo primere, da mogoče doza zdravila ni pravilna, ne? Najbrž bi se dal mogoče z poznavanjem genoma nekaj ugotoviti, vsega pa tudi ne. Recimo ena od tehnik, ki jih recimo se danes razvijajo na področju kemijske biologije, ali tudi sintezne biologije, so recimo razne povratne zanke, senzori, ki dejansko lahko merijo v realnem času, kakšen je nivo zdravila v organizmu in potem ustrezno dozira ta nivo zdravila tako, da je optimalno. Ne. Do neke mere se da to zagotovo, kot je profesor Dežanova omenila, že mogoče napovedati iz genoma, ne vem, mogoče raznimi citokromih, P450 in podobno, še veliko drugih primerov, kar vpliva na metabolite. Tu so tisti izzivi, kako uporabljati recimo napredne metode znanosti za to, da razvijemo neke take feedback. Recimo, to je en primer, seveda, druge možnosti so pa recimo celična terapija, kjer spet na področje, ki je nam nekoliko blizu, kjer dejansko gremo mogoče, lahko rečemo, do ekstrema personalizirana medicina v tem primeru, da dejansko spreminjamo celice samega pacienta in jih potem uporabljamo za terapijo pacienta, kjer se je izkazalo že, da je dejansko zadeva učinkovita, seveda je pa veliko problemov, o katerih bomo najbolj tudi spregovorili od cene in Ja, samo to še ni tako v splošni rabi, ne? Si recimo najprej narediti genetski test, in potem pogledati, kaj je kompatibilno, kaj pa ni, ne? Počaste me kot temeljnega raziskovalca. Mi želimo, recimo, najbolj delamo na tistih zadevah, ki se bodo v kliniku mogoče, upajmo, prišle v roku naslednjega desetletja. No, se zato govorimo, da bo recimo prihodnjih desetletij, da bodo seveda zelo vezane na to, da bodo seveda se s tem ukvarjali, se potem bomo rekli, recimo, kako Evropa na to gleda. Profesor Jazbec, vi recimo, to, kar je profesor Jan rekel, kako se recimo klinika že s tem razmišlja, bada, pa tudi recimo morda v nekaterih primerih prakticira? Mislim, čem se pogovarjam, mislim, da verjetno tako skozi v zraku visi karteri, to je verjetno tisto, kar ste... Ja, to je za nas, mislim, jaz izhajam iz leukemologije, ker to je pač nekaj, kar... To je zdaj vroč krompir, karteri so prišli, nekdo jih je celo patentiral, in probajo zdaj to na široko upeljati. Dejansko tudi popolnoma z druge perspektive postavil strategijo zdravljenja raka oziroma v tem primeru leukemije. Mi smo prej raka oziroma leukemijo zdravili po sistemu Hirošime pa Nagasakija, vrgli smo atomsko bombo, če je kdo preživel, fino, fajn. 10 zdravil, ki jih uporabljamo za zdravljenje akutne limfoblastne leukemije pri otrocih, se uporablja od začetka 70-ih let. Takrat so Američani pač prvo total terapij sestavili, 10 citostatikov in leta 60 noben z leukemijo akutno ni preživel, zdaj smo prišli na pričakovano ozdravitev v 90%. Z obračanjem teh 10 zdravil, ki delujejo po sistemu ali po mehanizmu atomske bombe, pač maligna celica bo umrla, kakšna zdrava bo pa ostala, pa se bo potem ukomodila. In zakaj iz nič na 90% za obračanje? Zato, ker smo se naučili, pač, kako je ta zdravila treba dozirati, naučili smo se obvladovati stranske učinke. In to je imelo efekt pač iz nič na 90. Mnenje je, da smo s tem pristopom dosegli plato z obračanjem teh zdravil in tudi z uvajanjem novih
zdravil, ki bojo delovali na principu citostatikov, se ne pričakuje dramatičnega izboljšanja pričakovanja ozdravitve. In zdaj seveda nastopi pa ta preobrat, a ne? Zakaj pri človeku pravzaprav sploh pride do razvoja levkemičnega klona, zaradi tega, ker pač ta alterirana celica uide imunskemu nadzoru našega organizma, ne? In se pač razbohoti. Se pravi, obrat v misli je, kaj pa če bi mi naš imunski sistem ponovno preprogramirali na ta način, da bo maligne celice prepoznal in jih uničil, ne? In seveda tukaj pač kar te celice so se izkazale kot eden poleg monoklonskih proteles načinov, ki bi mogoče bil uspešen in dejansko študije pokažejo presenetljivo visoko stopnjo ozdravitve boligov, ki so bili pravzaprav refraktarni na vse prejšnje načine zdravljenja, vključno s transplantacijo kostnega mozga. Ampak do čega zdaj pridemo? Prvič, to je izjemno draga, ne? Zaenkrat to pravzaprav ni prav zelo dostopna terapija. In drugič, zdaj, z uporabo tega zdravljenja se pa začenja kazati tudi tisto, kar smo se mogli pri citostatih naučiti, ne? Kako bomo obvladovali pa tiste neželene učinke, ki so posledice tega zdravljenja. Ne? In tukaj so pa blazni izzivi, ne? Zaradi tega, ker so zdaj, ko je pač večje število bolnikov šlo skozi terapije, se kažejo stranski učinki, ki jih pravzaprav na osnovi mehanizma delovanja nihče ni pričakoval. Ne? Neurotoksičnost je velik problem, ki se ga moramo naučiti obvladati. In seveda, zdaj, ena firma je pač nek kar te produkt patentirala, ampak to je, morate vedeti, tako, kot v časopisih bere, odobrili so zdravilo za zdravljenje raka, ne, to je zdravilo za točno določeno podskupino bolikov, ki izražajo CD19 receptor na svojih malignih celicah. Kako se bomo pa lotili tega, da bomo tak produkt za druge vrste, bodi si levkemij, bodi si solidnih tumorjev, tukaj je pa izziv, ki ga bom zdaj na druga stran mize, ne mogo dati. Tukaj pa mi ne moramo nič, mi samo lahko povemo, kaj nas žuli, kako bomo pa ta žuli, bomo mogli pa skupaj, ne? Kako bomo targetirali mieloične celice. Problem je, da receptor mora biti tako specifičen, da je seveda na maligni celici prisoten, ne pa na zdravi celici. Ne? Ker če bo ta reprogramirana celica napadala tudi zdrave celice, potem smo v škripcih, se pravi identificirati te receptorje. To je eno od izzivov, ki si jih moramo deliti kliniki in balična znanost. Ne. Potem pa, kako bojo pa to skonstruirali, ne, tukaj mi ne moramo nič, ne, ampak kako pa nek produkt je, potem pa lahko spet mi pridemo pa rečemo, to je bilo pa zanimivo in lahko poskusimo. Je pa dejstvo nekaj, ne, da sama Slovenija po potencialu tega, kaj lahko klinično stestira, ne, je pa precej boga, ne, ker mi lahko pač naredimo raziskave faze 1 v tem primeru, vse naprej je pa stvar širšega pula bolnikov, kar pa za samo povleče potem tudi znatna finančna sredstva. Se zato, mislim, smo že v začetku rekli, mislim, da bi mogla tudi strukturna politika prisluhniti recimo tem problemu, ker strokovnjakov pri nas očitno ogromno veste, In bi vas potem tudi javnost bi mogla, tako imenovana javnost, ne bi smela biti indiferentna, ampak samo čakati, kdaj bo kakšno novo zdravilo, kdaj bo kakšna nova metoda, ampak se zavzeti za to, da dobite tudi nekaj finančna sredstva, da zadeve grejo naprej, Ja, profesor, Samo odgovoril na tole žogco. Absolutno se tega zavedamo in vi tudi najbolj veste, da v svetu potekajo intenzivne raziskave tako za različne drugačne tipe akra, za drugačne tarče, za kombinacije tarč, za različne varnostne mehanizme. To je tudi na področju raziskav je to izjemno vroče področje, ravno zaradi tega, ker so raziskovalci videli, da to je izziv, da to je eno od problemov, ki pa lahko daje potencialno velike nagrade. Ne nazadnje so tudi checkpoint inhibitorji so se pokazali kot zelo učinkoviti, kar je res izjemno velik problem ta cena in zaenkrat zelo omejen nabor tipov raka, pod katerim delujejo, ampak jaz pri vsem moram reči, da ne dvomim, da bo znanost uspela odgovoriti na te izzive, ne bo pa to seveda jutri, ampak bo trajalo nekaj časa in jaz mislim, da bodo tudi terapije razvile, ki bodo postale dostopne za druge. Trenutna cena blizu $500,000 je seveda taka, da je skoraj noben
zdravstveni sistem ne more prenesti, ne, če bi bila seveda uporabna na veliko različnih tipov raka, ampak recimo en od pristopov, ki se tudi razvijajo, niso samo v glavi, ampak se dejansko že dela na tem, je, kako bi ocenili to terapijo, da ne bi recimo mogli spet vzeti celice pacienta, jih spremeniti in vrti nazaj v pacienta, ampak uporabiti univerzalne celice, ki bi bile prilagojene genotipu imunskega podpisu posameznega pacienta, tako da bi bile lahko uporabne prisotne, pripravljene veliko off the shelf, ne, takoj za uporabo in seveda, da bi se isti več testiranih celic lahko uporabil za večje število pacientov. Se pravi, pristopov na tem področju je izjemno močne aktivnosti so in seveda potekajo jasno v sodelovanju, v svetovnem merilu jasno, nobena država na svetu se ne more privoščiti, da bi bila sama, ampak na tem področju lahko povemo, seveda, Američani in Kitajci so trenutno vodilni, Evropa na tem področju je cepla zadaj. Saj, če pogledamo recimo število kliničnih študij na tem področju, ki trenutno potekajo. Zanimivo, kako se recimo na te probleme, tako ste govorili tudi o ceni, mislim, odziva farmacevtska industrija, ker ta pa vemo, tako rekoč je, vsa svetovna farmacevtska industrija je v privatnih rokah, tu ni. Ravno tu smo enkrat govorili o tem, kaj ima država, kakšne vloge ima, recimo, da mora podpirati recimo te študije, mislim, tudi te bazične študije in to, kar je recimo za dobrobit ljudi, farmacevtska industrija, če v privatnih rokah, pa vemo, kako deluje. Ker se je govorilo o tem, mislim, da je cene so drage in tudi teh podvrst, recimo, tega, kaj raka, kaj ste rekli, je pa ogromno. In so mehne številke. Vidite, mislim, to je en tak negativen oblak je okoli tega, cene so visoke, farmacevtska industrija. Mislim, cene so pač odraz tega, kaj mora farmacevtska industrija narediti za to, da v današnjem času tak produkt plasira. Večina farmacevtskih firm tako osnovnega produkta več ne razvija, ampak ponavadi kupijo firmico, ki ga je v neki garaži naredila. Ampak od potencialno obetavnega produkta do škatlice zdravila na policiji je pa ena dolga pot ne samo financiranja vseh teh raziskav, ampak tudi nekih regulatornih postopkov, ki so dragi. In vsi govorijo, kako je kar te terapija draga. 340.000 evrov stane pač ta hip v Evropi ena terapija za enega pacienta. 340.000 evrov je seveda veliko, če jaz jih nimam, če jih imate, povedali, kaj ste jih drugo. Ampak alogenična transplantacija kostnega možga je pa cena 250.000 evrov. Nič prav dost bistveno cenej, pri čemer po alogenični transplantaciji kostnega možga boste lahko imeli še dolg časa zelo drage zapletle, med tem, ko če pa spurate kar te kursi, ste prišli v remisijo, je pa velika verjetnost, da ne boste nič več stroškov državi predstavljati. Tako da ta dragost tega zdravljenja je relativna. Poleg tega v kliniki vedno pričakujemo, da bojo te cene v nekaj letih dramatično padle. Jaz sem zadnjič slišal podatek, L-asparaginaza, eno zdravilo, ki ga pač tudi uporabljamo in je relativno drago. Ampak ta prvi bolnik v Ameriki, ki je bil s to terapijo zdravljen pred 25-30 leti, takrat je stala terapija za njega 300.000 dolarjev, kar je enormna sota. Pa je potem cena tega zdravila prišla v neke normalne mere. Tako da to so seveda situacije pa stanja, kjer se bolniki ponavadi ne sprašujejo prav zelo dost, koliko to stane. Drugič, da to ni neka masovna patologija, to so le redki bolniki, ki prihajajo v poštev za take vrste zdravljenja, ker je že vse drugo bilo izčrpano. Cena verjetno ni tisti ultimativni razlog. Bolje, kako lahko
tega dostopimo. Tukaj si moramo pa drugo nekaj pomagati utirati te poti. Če mogoče še jaz lahko skočim tukaj, kar v bistvu, točno to, kako si ljudje pomagajo, kako si lahko družba pomaga, ker v bistvu tukaj v bistvu gre, v bistvu mi bolj govorimo, kakšna je vloga farmacevtske industrije, kakšna je vloga regulatorjev, kakšna je vloga države, družbe v tem zdravstvene politike, zdravstvenega zavarovanja in ravno v personalizirani medicini v ospredje oziroma je velik deležnik pri tem v bistvu celotna družba. Da je to družbena odgovornost in znotraj te celotne družbe, poleg teh, ki sem jih naštela, v bistvu tudi bolniki, ozaveščeni bolniki. In ravno bolniki recimo na področju zdravljenja redkih bolezni, so bili bolniki oziroma starši teh bolnikov, ki so imeli nekaj znanja, ki so imeli podjetniško žilico, ki so hoteli svojim otrokom pomagati, da do takšnih v bistvu zdravljenj pridejo. V bistvu osnovali privatne firme, vložili, osnovali recimo, kako bi temu rekla, charity funds, se pravi dobrodelne organizacije, akcije, da so zbirali denar v bistvu in da se je ta denar usmeril ne samo za zdravljenje, ampak tudi v raziskovanje tega in na ta način so prišli sploh. Recimo nekatera od teh prvih zdravil za redke bolezni so bila na ta način v bistvu potem narejena. Tako da in tudi v svetu, recimo v Ameriki, v Angliji, se v to, bi rekla, personalizirano medicino je velik poudarek personalizirane medicine tudi na ozaveščanju, ne samo zdravstvenih delavcev pa raziskovalcev, ampak tudi bolnikov, svojcev. V bistvu ta združenja bolnikov imajo veliko vlogo, recimo sem bila na enem kongresu za raka trebušne slinavke, 5 različnih združenj z različnih predelov Anglije je bilo tam, v bistvu ne samo, da zbirajo denar, ki ga pol namenijo tudi v raziskave, v bistvu informirajo, izobražujejo bolnike, imajo, ne vem, podporno društvo oziroma na voljo različne informacije od, ne vem, ste zboleli, kaj zdaj, ste dobili to terapijo, kaj zdaj, v bistvu kam se obrniti, vse informirajo na ta način bolnika. To pri nas mogoče že imamo tudi zelo aktivna združenja bolnikov na nekaterih področjih, v bistvu sem prepričana, da v bistvu teh ostalih aspektov nekje, tle pa nekje zaostajamo za svetom. Prej, ko ste omenili, recimo ta neskladnost recimo z določenimi zdravili, ste rekli, da družinski zdravniki že sami na nek način že vejo, katero dozo mora biti. Pa me zanima, a pri vas v vašem inštitutu delate genetske teste in potem gledate skladnost zdravila, Sprašujem tudi zaradi tega, ker imate že nekaj teh malih podjetij, start-upov, ki lahko naredijo genski test. Kaj si s tistim pomagate? V bistvu je tako, da, kot sem rekla, da že takšna priporočila glede prilagajanja zdravljenja obstajajo že za več kot 100 parov gen zdravilo, se pravi na podlagi določene genetske spremembe, ki jo lahko določimo v laboratoriju, da se prilagodi zdravljenje. Zdaj v našem, če ste vprašali za naš laboratorij, v našem laboratoriju se rutinsko in tudi v klinični praksi so zelo ozka področja, da je to rutinsko dostopno in se uporablja takšno testiranje. V našem laboratoriju sodelujemo v največji trenutni evropski raziskavi, farmakogenetski, kjer se v bistvu, ker zdravstvena politika in zdravstveno zavarovanje hočejo imeti dovolj prepričljive dokaze, da se, če se takšen pristop uporabi v klinični praksi, da se bolniku na podlagi genetske informacije
prilagaja zdravljenje, da je v bistvu tudi to stroškovno učinkovito, se pravi, da je manj neželenih učinkov, da je bolj učinkovito zdravljenje, da je to stroškovno učinkovito, takšen pristop, se pravi, da bo manj stroškov za zdravstveni sistem in pa v bistvu, da tudi omogoča oziroma vodi v večjo kvaliteto življenja bolnikov. V Evropi trenutno poteka ena pač največja tovrstna raziskava v svetu, katere pristop je, dajmo bolnike, preden začnejo enega od teh zdravil, za katera takšna priporočila obstajajo, dajmo jih testirati ne samo za eno zdravilo ali pa za en gen, dajmo jih testirati za tiste gene, to je recimo pokazali so študije potem, da je 12 takšnih genov, kjer so genetske spremembe povezane z, bi rekla, ali pa narekujejo prilagajanje zdravljenja z velikim številom zdravila. Ampak če teh 12 genov pogledamo, imamo v bistvu za več kot 50 ali pa 100 zdravila, lahko vemo, kako prilagajati zdravljenje bolnikov. In v bistvu tudi podatki, ki so bili izhodišče za to študijo, so pokazali, da več kot 65% vseh bolnikov starejših od 65 let jemlje vsaj eno takšno zdravilo, za katero, oprostite, 30% bolnikov starejših od 65 let jemlje vsaj eno tako zdravilo, za katerega je takšno v bistvu pristop že možen. In v bistvu velik delež je tudi takih bolnikov, ki bojo v naslednjih letih ali pa že zdaj pa jemljajo več kot 2 taki zdravili. A mislite, da bi se recimo te stvari bil potreben pri nas nek referenčen laboratorij? Ja, v bistvu je zdaj tako, Kar sem hotela še prej povedati, je v bistvu, da ta priporočila so, genetski testi so, zdaj problem, pač takšni laboratoriji morajo biti validirani. Mi že več let sodelujemo v kontroli, procesih kontrole kakovosti, kjer v bistvu preverjajo zunanji, a so naši rezultati genetskih analiz res točni. Ravno danes smo dobili od enega takega preverjanja rezultate in je bilo vse v redu. Ampak druga stvar je pa potem, zdravnik mora vedeti, kaj na podlagi takšnega izvida pa priporočila narediti, oziroma ne samo, da to posamezen zdravnik ve. Zdaj zdravljenje pač poteka v skladu z določenimi smernicami in če ti na podlagi v tem genetskega izvida ugotoviš, da bi nek bolnik rabil 2-krat večji odmerek zdravila, v bistvu, če bo tak bolnik prišel v lekarno z receptom za 2-krat večji odmerek, bojo v lekarni rekli farmacevti, tole je pa napaka, mi vam pa zdravila v takem odmerku ne moramo izdati. Se pravi, da morajo tudi smernice in priporočila glede zdravljenja, se pravi strokovne smernice, morajo ta priporočila sprejeti. Ker če ne, zdravnik ne zdravi v skladu z obstoječimi smernicami. Tako da to je tisti velik problem, ki se v Sloveniji še mora rešiti, preden se bo lahko na podlagi takšnega testa pač uporabljalo to. Zato, kot sem rekla, mi v našem laboratoriju sodelujemo v tej raziskavi, v bistvu zdravniki, ki sodelujejo v raziskavi, dobijo ta priporočila in tukaj gre pa za študijsko uporabo teh zdravila. V okviru študije pa oni lahko 2-krat večji odmerek, recimo, predpišejo. Zato, ker gre za študijo. V bistvu in to mora potem priti v te pač ustaljene smernice. Drugi način, drugo je pa, da kar si pa mi želimo, je pa v bistvu narediti to, da bi ne sam bolnik prinesel nek seznam zdravil, pa neka priporočila zdravniku, ampak da bi v bistvu že ti podatki obstajali v bolnikovi zdravstveni dokumentaciji, oziroma da bi vsakič, ko gre
zdravnik skuša predpisati zdravilo, novo zdravilo v elektronskem sistemu, da bi ga ta sistem že kar opozoril, a ne? Na osnovi genetske analize. Tukaj je pa potrebno paziti na to, a ne? Tako da to pa v bistvu v recimo nekaterih centrih, zlasti v Združenih državah Amerike že imajo, ampak v bistvu samo za nekaj zdravila, ne tako za veliko število zdravil. Mislim, da v glavnem v določenih centrih, kjer so tudi izhajali iz takšnih študij, pa zdaj to že prenašajo v klinično rabo, pa potem prilagajajo odmerjanje, ne vem, že pri predpisovanju od 1 do 4 zdravila. Mi smo si pač to malo bolj ambiciozno zastavili. A se vam zdi to v redu, profesor Jelala? Recimo tak sistem, ne? Seveda v redu. Doma, jaz bi rekel, da večemo, da je... Govorim seveda tudi z vidika stroško, to ko je profesor Jazbe za to... Z vidika stroškov, jaz mislim, da mora biti najjasnem, če je stvar personalizirana, bo mogla biti dražja. Nujno. Enostavno, če narediš enako serijsko ali pa enega butičnega, tisti pač mora biti dražji. Mislim, da je zadeva samo v tem, da ne moramo žrtvovati učinkovitosti in jaz mislim, da je pač potrebno tehnologijo razviti na ta način, da bo personalizirana, precizna, ampak seveda tudi z raznimi metodami bolj dostopna. Tukaj se seveda popolnoma strinjam s tem, da so te številke relativne in seveda, da je težko o tem soditi in nikako ne mislim demonizirati farmacevtske industrije glede stroškov, dejansko to zadeve so drage. Če vzameš celice pacienta, vsakega posebej moraš imeti tehnike, da bojo to namnožili, par tednov pojeli in spet nazaj, enostavno, da ta stvar je draga. Zdaj, tisto, kar je seveda vprašanje, je, koliko res lahko samo iz genoma izvemo o informaciji. Jaz mislim, da seveda, kot smo slišali, 100 takih parov je že znanih in seveda lahko se vprašamo, ali smo že na tej stopni, da bi priporočili, da je za vsakega izmed ljudi določeno genom ali pa vsaj določene oblike in da dejansko to informacijo začnemo uporabljati. Mislim pa, da se izkaže, da določene genoma ni dalo popolnoma takšnih rezultatov, na katere smo upali. Še vedno je precej neznank, s katerimi samo na osnovi genoma multigenskih bolezni in tako naprej, kjer težko ugotovimo. In tudi na tem področju se razvijajo pristopi, recimo uporabo organoidov ali pa recimo organi na čipih, kjer vzamemo lahko celice posameznega pacienta in potem lahko testiramo miniaturno na mikročipih, kako se odziva na določena zdravila. Se pravi, personalizacija, jaz mislim, da gre tudi v to smer, se pravi, personalizirana diagnostika. Nazadnje, vsi imamo v žepih mobilne telefone, ki nam tudi do neke mere že tudi precej informacij dajo, mogoče o tem, če ne druga, kako se gibljemo. Se pravi, tudi nekaj informacij, ampak s pomočjo te mobilne tehnologije, danes se razvijajo senzori, ki iz sestave sestikajo v potu, recimo lahko neinvazivno diagnosticirajo določene parametre, v izdihanem zraku, v urinu. To so vse zadeve, ki jaz mislim, da se bodo razvile, da bodo postale bolj dostopne z miniaturizacijo, avtomatizacijo, da bodo dejansko taka diagnostika. Seveda, jasno, da tukaj seveda ne želim zdaj posegati na mesto zdravniku, da bo zdaj mobilni telefon dal neko diagnozo, ampak mogoče vsaj neka rdeča luč se požge v redu, mogoče bi bilo pa dobro, da obiščete zdravnika, pa da potem pogleda, kaj mogoče napodi na bolj podrobne preiskave. Še nekaj me zanima, potem imamo pa občinstvo dali še besedo, če ima kdo kakšno vprašanje. Poglejte, v tej naslednji finančni zasledila sem teh evropskih dokumentih. Podatek, da je naslednja finančna perspektiva, ki bo do leta 2027, namenja zajetna sredstva za razvoj personalizirane medicine. In eden od zdravstvenih projektov, ki so bili uvrščeni v ožji izbor, je seveda nemški konzorcij Lifetime, kakorkoli. No, in ta bi ustvaril inovativne podlage za osebno medicino. In platforme bi merile, kako se spreminjajo molekularne funkcije posameznih celic in tkiv med boleznijo posameznika in njegovo zdravljanje, seveda ob uporabi umetne inteligence in strojnega učenja, kar bi pa pokazalo vzorce v podatkih, ki so lahko biološko pomembni.
No in Lifetime prav tako predlaga razvoj prilagojenih organoidov, ki ste jih zdaj omenili, profesor Jerala, narejenih iz živih celic, ki lahko modelirajo bolezen posameznega bolnika. Tu so veliki denarji se tu namenjajo, recimo za razvoj tega. Zato, ker bi vse tehnologije skupaj dali, to, ker vemo, da se biotehnologija brez teh IT tehnologij danes tudi več ne gre, ne? Jaz mislim, da je samo prav, da se za to namenja več denarja in tukaj bi še enkrat poudaril, da je dobro, da se res namenja denar tudi za povezovanje, se pravi tudi za temeljne raziskave, kateri so mnenja, da bi mogli veliko večino sredstev za raziskavo medicine namenjati samo klinične raziskave. Mislim, to je tako, kot da bi samo tisti avto, brez nespoštovanja do kliničnih raziskav, ampak vsem, če nimamo pripravljene neke temeljne osnove za bodočnost, potem bomo se vrteli mogoče tako, kot je profesor Jazbec omenil, okrog tistega, kar je trenutno sedaj prisotno. Jaz mislim, da je prav, da dejansko razvijemo tudi nove perspektive, nove uporabe, prej, kot smo omenili, organoide oziroma organe na čipih. To so orodja, s katerimi bomo lahko tudi pohitrili iskanje zdravil, lahko bomo mogoče definitivno zmanjšali eksperimente na živalih, tudi rezultate, ki bodo bolj relevantni, ker bo narejeni na človeških celicah, na organoidi pač je kombinacija več različnih celic, ki so lahko prav konkretno od posameznega pacienta. To so definitivno zelo močne tehnologije, ki mislim, da se bodo vedno več uporabljali. A bi še vi kaj komentirali? Ja, in v bistvu, ravno zato v bistvu tudi, se pravi, genetika, genomika nam je dala nekaj odgovorov, tako kot je rekel profesor Jerala, ne pa še zdaleč, pa ne vseh. Tako da zato se tudi izredno veliko in sredstva in energije usmerja v druga področja, govorimo o tako imenovanih omskih tehnologijah, od epigenomike, potem proteomike, metabolomike, v bistvu vsa ta področja, v bistvu vse te metode, kjer so bazične raziskave, omogočile bazične raziskave so tiste, ki v bistvu nove metode, nove pristope odkrivajo in jih ponujajo potem za reševanje problemov tudi v medicini. In v bistvu zdaj ne govorimo več samo o genomiki, ampak o vseh omskih tehnologijah in vse omske tehnologije v bistvu se razvijajo oziroma skušajo najti svoje mesto bi rekla, ne samo v diagnostiki, pa v zdravljenju, ampak tudi v odkrivanju, zgodnji identifikaciji, recimo oseb, ki imajo tveganje za določeno bolezen, v sledenju, v napovedi odgovora, kako bo napredoval, kako bo potekala sama bolezen pri določenem posamezniku. In v bistvu vsi ti pristopi bodo lahko nam pomagali, da se nekaj več o tem naučimo in da bomo znali boljš identificirati potencialne bolnike, jih bolj zgodaj diagnosticirati, bolj zgodaj začeti zdraviti in potem tudi bolj uspešno zdraviti. Ja, profesor Jazbec. Absolutno se strinjam tukaj s profesorjem Jeralom. Mislim, denar mora iti tudi v bazične raziskave. Sploh ni nobenega problema. Problem je najti sistem, da bo denar, ki je namenjen za raziskave, po nekem pametnem in transparentnem ključu šel do raziskovalcev, da ne bomo imeli tukaj problemov, ki se včasih kje tako kdaj pojavijo. In pa še videti, en trik ali pa nekaj pa treba še po moje dodelati. Treba je najti en način, kako bojo te metaforično ladje v noči se nekako vsem začeli gledati. Kako najti stik med aplikatorji in bazično znanost, da jih čim bolj približamo, da bomo v bistvu skupaj identificirali tiste probleme, ki so aktualni
na naši strani in ki so zanimivi za raziskovalce, in bomo tukaj prišli skupaj, a ne, ker tukaj se mi pa zdi lahko, ne, na določenem nivoju potrata tega denarja, a ne, da sicer gre v neke zelo zanimive, bazične raziskave, ki so pa v medicini, govorim, a ne, v klinični aplikaciji pa pravzaprav ne tako zanimive. Ne. In če pridemo nekaj tukaj skupaj, a ne, da imamo nek forum, kjer ta brainstorming med nami poteka skupaj, potem je to mogoče tudi denar, ki je šel v bazične raziskave, pol za klinike ni stran vržen denar in tudi mogoče denar, ki je šel v kliničen del, tudi za bazične znanstvenike ni stran vržen, če je to raziskovanje nekih idej, ki so nam skupaj interesantne. In mislim, da tukaj pa lahko še kaj naredimo, da se na tem nivoju približamo skupaj. To bi bil zelo velik izziv, vsaj kar se mene tiče. Ne, to je dobra poanta, ne, saj zato smo hvaležni, kot smo že na začetku rekli, Kemijskemu inštitutu, da je odprl prostor tudi za take diskusije. Dokaz, ne, kakšni čudežniki so na Kemijskem inštitutu, kjer naredijo okroglo mizo iz de facto štiriglate. Hvala.